Pozdravljeni v novi epizodi podcasta Seks v pisarni. Živjo, danes sem s tabo Monika in pogovarjali se bomo o afrodizijakih. Afrodizijaki. Jaz sem dostkrat naletela na to besedo, dostkrat sem naletela na izdelke, sploh zdaj, odkar delam tukaj, ki naj bi bili, oziroma ki so afrodizijaki. In sem gruntala, kaj pa če bi mi zdaj malo to pogledali malo bolj podrobno, kaj vse afrodizijaki so, iz kje to izvira, kaj se sploh dogaja s tem in da imamo malo razlage, da imamo malo razlage, zakaj naj neki sploh bi bilo afrodizijak. Ko vsi vemo, postrige, čokolada, tret gor dol, ampak dajmo si malo bolj podrobno to pogledati, pa da ne bomo preveč duhomorno, imam noter tudi par zanimivih stvari, kot so fun facti, predvsem zgodovinski, o afrodizijakih, ki mislim, da vam bodo kar malo. Ok. Prva stvar, ki bi jo rada razčistila, je ta beseda iz afrodizijak. Meni je ta beseda izredno zanimiva in taka posebna, lepa, ne vem, tako dobro se sliši, že sama beseda je taka dajmo pogledati, iz kje sploh izvira ta beseda, ne? Dam par sekund, da še vi razmislite, na katero besedo ali pa ime vaš mogoče to spomne. Malo počakaj. Ok. Upam, da ste razmislili pri sebi, ampak v glavnem. Beseda afrodizijak izhaja iz iz imena Afrodita. To je grška boginja ljubezni, lepote, spolnega poželenja. In v stari Grčiji so verjeli, da imajo nekatere snovi prav posebno moč, zato ker so povezane z njo. Kaj mi je bilo tle zanimivo? Da Afrodita sploh ni bila predstavljena kot neka nežna, romantična boginja, ampak kot neka zelo močna in telesna, strastna figura. In pri njej ljubezen ni bila samo čustvo, ampak je bila dejansko kot neka sila, ki te lahko popolnoma prevzame. In vse, kar je bilo povezano z telesnim užitkom, so povezovali tudi z njo. In pa sem rekla, kaj so imeli pa Grki za najmočnejši afrodizijak? En najbolj slavnih, ki bomo tudi pol govorili o tem, so bile ostrige. Prej sem omenila, da stvari, ki so bile povezane z Afrodito. Tle pogledati zdaj to povezavo. Ne samo zato, ker vsebuje cink, ki to danes vemo, ampak tudi zaradi simbolike, njihova oblika, povezava z morjem. Afrodita pač vemo, da naj bi se po legendi oziroma mitu rodila iz morske pene. In dejstvo je tudi to, da so bile redke in pa drage. In ostrige so bile nek tak statusni simbol. In če si jih lahko si prvoščil, si bil že sam po sebi v neki poziciji moči. In tudi to je bil del tega afrodizičnega učinka. In to bomo sicer pol kasneje malo pogledali te zgodovinske afrodizijake, ampak na hitro, da omenim, v antiki so za afrodizijake šteli tudi stvari, ki danes zvenijo mogoče precej nenavadno, recimo določene korenine, začimbe, celo deli živali. In velikokrat je bilo to, kot sem že rekla, povezano z neko simboliko ali pa prepričanje, statusom moči. Tako, zdaj, gremo si pa prvo pogledati hrano, kaj mi smatramo kot afrodizijake. Mi prvo vsaki hrani malo razložila. Zdaj, čokolada. Jaz sem kar dojela. Jaz sem smatrala, da mi zdaj vsi vemo, kaj afrodizijak je. Afrodizijak je neka snov, ki jo pač zaužiješ in naj bi ti pomagala dvigati spolno poželenje. Upam, da sem prav to zajela, ampak ja, tako, na hitro. Sem domislila, da bi začela, kaj sploh afrodizijak je, sem vam jaz razlagala, kaj skejo in izvor imena. Ampak ok, nima veze. Se opravičujem, gremo naprej. Katera hrana naj bi dvignila, naj bi te spravila in the mood, dvignila tvoje poželenje. Prva hrana, ki je čokolada. Čokolado vemo, da se že dolgo povezuje z užitkom, z nagrado, razvajanjem, uživanjem. Ampak tle ne gre se sam za okus. Jaz sem lahko, kaj je noter v čokoladi. Dajmo pogledati, katere snovi so noter v čokoladi, da je to smatram kot afrodizijak.
In noter so neke 3 take snovi. Ta prva je feniletilamin, snov, ki jo v bistvu telo naravno sprošča v zaljubljenosti in vzburjenju. Pa imamo triptofan, ki je aminokislina, iz katere telo proizvaja pač serotonin, to so all the good hormones, se pravi hormon dobrega počutja, in pa teobromin, ki je blag stimulans, ki lahko rahlo poveča energijo in pa pozornost. In te snovi imajo pač nekako učinek na razpoloženje in zato čokolada deluje pač kot nek ta simbol razvajanja, užitka in kot afrodizijak. Druga stvar je ena stvar, ki sem jo že omenila, in to so ostrige. To so eni izmed najbolj znanih afrodizijakov. Jaz mislim, da ne glede na to, kaj jaz ostrig še nisem jedla. Si že jedel ostrige, dajte mi napisati od spodaj. Meni se zdijo slana, sluzasta voda. Tako jih jaz nisem jih probala. Prosim, dajte mi pomagati razumeti. Hvala. Okay? Drugače pa ja. Visoka vsebnost cinka je noter, to je mineral, ki ima v bistvu nekako pomembno vlogo pri tvorbi spolnih hormonov, predvsem testosterona. Vsebuje tudi določene aminokisline, ki sodelujejo pri presnovnih procesih v telesu in mislim, da velik del tle izhaja iz te simbolike, čeprav bom rekla, cink je kar velikrat uporabljen v vseh teh stvarih, ki dvigujejo razpoloženje. Tako, kar sem jaz zaznala. Tako da ja. Naslednja stvar je čili. Čili se uvršča med afrodizijake zaradi snovi kapsaicin, upam, da sem prav rekla, malo mi je težka beseda. Zdaj tako, če ne veste, kaj to je, to imajo pač te pekoče stvari. Okay. V glavnem, povzroča občutek toplote, pospeši srčni utrip, poveča prekrvavitev in ta telesen odziv zna biti podoben nekaterim znakom vzburjenja in zato ga ljudje dostikrat potem povezujejo z povečanim poželenjem. Ko mi zaužijamo čili, ker nas peče, telo začne sporoščati endorfine, to so hormoni, ki povzročijo občutek ugodja in tako. S tem potem ta navezava z afrodizijakom, in dodatna poleg tistih drugih znakov, ki sem opisala, ampak tle je zna biti močen dražljaj, ki je lahko tudi neprijeten, ni nujno, da je za vse pač tak odziv. Okay. Naslednja stvar je med. Med se z afrodizijaki povezuje predvsem zaradi simbolike, pač ker je sladek, simbolika plodnosti, obilja, ima pa tudi manjše količine borona, to je mineral, ki sodeluje pri uravnavanju spolnih hormonov. Ampak poleg tega ima naravne sladkorje noter, zagotavlja nam energijo, njegov učinek je pa pač res tak bolj blag, je bolj tak senzoričen / kulturen afrodizijak, ni pa tako z nekimi izrazitimi fiziološkimi učinki, tako kot so kakšni drugi mogoče. Naslednji je bil ful zanimiv in sicer to je avokado. Avokado se kot afrodizijak omenja v bistvu že zelo dolgo, predvsem zaradi povezave z vitalnostjo, zdravimi maščobami. V preteklosti so ga povezovali z plodnostjo, s telesno močjo, celo ime naj bi izhajalo iz besede, ki pomeni testis, tako da jaz tega nisem šla tiste besede posebej gledati, tako da če kdo je, dajte v komentar stisniti. V glavnem, če malo bolj sodobno pogledamo, vemo, da avokado vsebuje zdrave maščobe, vitamine, minerale, podpirajo hormonsko ravnovesje, naše splošno počutje in mogoče je bolj podporen
afrodizijak, ki je bolj podporen, se pravi, daje nam pogoje za neko dobro delovanje, ni pa direkten sprožilec poželenja, tako kot smo videli mogoče pa ostalih. Tako, naslednji so oreščki, recimo mandlji in orehi. Ti so se pogosto omenjali oziroma se pogosto omenjajo kot afrodizijaki zaradi visoke energijske vrednosti. Tako da tisti, dostikrat pozabimo, oreščki so ful fajn, ker imajo te zdrave maščobe, ampak so pa imajo visoko kalorično vrednost, in zato nam dajejo veliko energije. Niso pa lih fajn snack, če hujšaš. I guess. Ne, niso. So za kakšno stvar popestriti, pa za dodati zdrave maščobe, ampak veliko ljudi ima zmotno prepričanje, da lahko tega pol pojejo v neomejenih količinah, kar pa ni res. Ni v redu. V glavnem, malo sem že zašla iz teme, pa mogoče tudi zato, ker jaz imam ful rada oreščke, pa se moram res zadržati, da jih ne pojem preveč in pa sem tako, ampak so zdravi, ampak ja. Ok, gremo naprej od mojih osebnih zadev. Drugače, tradicionalno se oreščki povezuje nekako z neko vzdržljivostjo, spolno močjo, lik zaradi tega, ker so toliko hranljivi, polni energije. Drugače pa ja, kar se tiče pa sodobne znanosti, pa potrjuje, da prispevajo k zdravju ožilja in pa hormonskemu ravnovesju, in to tudi spet je zelo povezano, hormonsko ravnovesje je zelo povezano s spolnim zdravjem in tle si spet tak podporni učinek, se pravi, je dolgoročen, je podporen, ne pa takojšen. Naslednja, ki sem ga najdla, je česen, in tudi česen se mogoče ne zdi ravno tipičen afrodizijak, ampak se pogosto omenja zaradi njegovega vpliva na prekrvavitev. V neki tradicionalni medicini so ga uporabljali za krepitev telesa, za krepitev cirkulacije, to je bilo pa tudi povezano s spolno funkcijo. In tudi sodoben pogled nekako potrjuje to, da česen ugodno vpliva na zdravje ožilja, ni pa spet nek neposreden učinek, mogoče tudi v praksi ni najbolj sprejet kot nek afrodizijak zaradi svojega vonja. Dobro. Pa jaz česna ne maram. Mislim, ne moti me, če je pa pražen, ne moti me, če je suho v prahu, ampak da bi tako česen pojedla, jaz se ga nisem, ko sem bila mlajša, jaz se ga nisem hotela niti dotakniti. Meni je bilo, ali pa čebule tudi ne, čeprav čebulo sem hitreje, tudi se zmeraj ne jem, če surove, ampak tako tudi nisem hotela prijeti, ker mi je mami rekla, pa jih sosede vpraša, če ima kakšno čebulo zmanjkali, jaz sem jo tako prinesla, pa sploh ni, da bi se delala fino ali pa zato, ker bi me smrdela, ampak meni je že, ko sem videla, mene je česen pa čebula, mene sta prav navdala z gnusom. Jaz vam ne moram povedati. Meni je bilo to, da bi mi rekel da naj primam nekaj, kar ni za v roko. Tako mi je bilo, ne sploh jaz sem pa fina, ne bom se dotikala tega, ker smrdi, ampak to je bilo odpor totalen. Ok, moving on. Mango imam pa ful rada. Prvič, ko sem ga jedla, mi je imel okus po nekem takem umetno vzrejenem plastičnem sadju. Mogoče pa samo mango ni bil dober. Tako nekaj mi je bilo off na tem. Ampak ja, zdaj ga imam pa ful rada, res ga imam ful rada, imam rada sušen mango in vse. Mango se kot afrodizijak omenja predvsem zaradi svojega vonja, teksture, sladkobe in v nekih teh, če lahko rečem temu, tako tropskih kulturah je bil pogosto povezan z nekim obiljem, čutnostjo, užitkom in tako tako. Njegov ta afrodizičen sloves je temeljil predvsem na neki senzorični izkušnji, sočen je, mehek je, sladek je in nekako to neposredno vpliva na spolno željo, in tle se vidi ta močna simbolika in da je neka taka čutna komponenta manga. Kaj zna biti tako? Lahko bila tudi kakšna breskvica to. Pa gremo pa še eni moji zadevi, ki jo imam zelo rada, in to je kava. Kava se omenja seveda v svetu afrodizijakov zaradi kofeina, ta poveča budnost, energijo, zbranost. Ne bomo se pogovarjali tle nekih negativnih učinkih kofeine, ker ni za to tle, ampak
Vemo, da kava je tudi tradicionalno izredno povezana z druženjem, pogovorom, z bližino, tako, ne, in to tudi spet vidimo tle simboliko afrodizijaka. Ampak ja, kofein mogoče malo bolj stimulativno deluje, ne pa toliko spolno specifično, ampak ja, kakor sem rekla, mogoče samo omenim, no, da pač v manjših količinah k občutku energije, v večjih količinah kontraproduktivno, tako da pazljivo s kavicami. Okay? Pa imamo pa še, mislim, da 2 ali 3 stvari. Ja, 2. Jagode. To so tako, kaj jagode? Jaz obožujem jagode, še bolj pa borovnice. Nimajo nekih tako izrazitih stvari, snovi, ki bi neposredno vplivale na spolno željo, imajo pa vitamin C, tle imamo podporo krvnega obtoka, splošno vitalnost. Ampak ta afrodizični sloves pa temelji v bistvu skoraj izključno na nekih vizualnih pa čutnih asociacijah. Se pravi, rdeča barva, mehka tekstura, način uživanja, vsi vemo smetane pa jagoda pomakava v čokolado ali pa da so že pomočene v čokolado zraven pivijo v šimpanček, tako nek ritual. Jagode so zelo povezane s čutnostjo, že tisto hranjenje, pa jagode pa rdeče so pa taki koščki, pač tako da v roko primaš to. In tako da ja, pa šle je bolj neka taka erotična simbolika in lahko tako kot nek mentalni afrodizijak deluje mogoče. Banane. Banane se pač med afrodizijake lahko omenimo, zato ker sem se bi lahko jih uvrstili predvsem zaradi njene zanimive oblike, zelo jasna simbolika, ampak po drugi strani imajo pa noter tudi kalij, podpira delovanje mišic in pa živčnega sistema, vsebuje vitamin B, ki sodeluje pri proizvodnji hormonov in pa naše energije, se pravi njihov učinek je nek tak splošen, prispevajo spet k vitalnosti, dobremu počutju, je pa afrodizičen sloves, ki izhaja predvsem iz kulturnih asociacij, če se zmeni tako izraziti, kakor pa iz nekega neposrednega vpliva, pač banana. Banana je falične oblike in ja, vemo, kako je to, oni zapeljivi posnetki, ko lupiš banano in jo deep throataš tam in tako. Pa sem pa rekla, gremo pogledati še razne rastline, začimbe, naravne snovi, ki pač dejansko imajo nek tak vpliv in ta prva je Muira Puama. Z izgovorjavo tega sem se matrala že pri predstavitvi enega izmed naših produktov, mislim ne naših produktov, ki ga ponujamo na naši spletni strani, to so le pač neke te tabletke, ki vsebujejo tudi to amazonsko rastlino. Pogosto jo imenuje tudi les poželenja in tradicionalno so jo uporabljali v bistvu domorodci Južne Amerike, kakor so si naredili nek tak tonik za spolno energijo, predvsem pri težavah z nizkim libidom, utrujenostjo in tako. V ljudski medicini je pa veljala za rastlino, ki krepi živčni sistem, pa nekako povečuje občutek vitalnosti. Tako. Ne bi rekla, da je to nek neposreden sprožilec poželenja, ampak definitivno pa je podpora. Ampak ne vem, če so to tradicionalno. Jaz sem taka, dosti verjamem te neke take tradicionalne stvari, ker narava da. Narava veliko da. Cink je naslednja stvar. Sem že prej omenila o strigah. Dostikrat se omenja v svetu afrodizijakov oziroma v kontekstu afrodizijakov. Ima pomembno vlogo pri delovanju hormonov, kot sem že rekla, predvsem testosterona, pri splošnem spolnem zdravju. Živila, ki so povezana s cinkom oziroma bogata s cinkom, so se dosti povezovala z spolno močjo, s plodnostjo. Je res tudi danes potrjuje, da cink je eden izmed ključnih mineralov za neko normalno hormonsko ravnovesje, za reproduktivno zdravje, ampak ja, je neka osnova, da imate dobre vrednosti cinka.
še ena stvar, ki je tongue twister, Tribulus terrestris, to je rastlina. Doskrat se pojavlja v prehranskih dopolnilih za libido, za športno zmogljivost. V neki tradicionalni medicini so to spet uporabljali za vitalnost, za ohranjanje spodbude vitalnosti, moči, spolne funkcije, predvsem pri moških. Vpliva oziroma pogosto se mu pripisuje vpliv na raven testosterona, zato se ga tudi povezuje s tem afrodizičnim učinkom. Ampak lahko ima nek ta blag vpliv na občutek želje, energije, ampak vse te stvari morate vedeti, da ljudje smo si izredno različni, različne snovi vplivajo na nas in lahko, da pri enemu bo nekaj ful deloval, pri drugemu ne, lahko, da pri isti osebi enkrat ful nekaj pač spodbudi, drugič ne, ker je tudi odvisen veliko od tega, v kakšnem stanju smo mi takrat. Zdaj, če pač vi imate nek ful stres v življenju, boste mogli nekako v glavi prvo poštimati te stvari, pa seveda podpreti svoje telo z primerno prehrano, športno aktivnostjo in potem to lahko tudi kot dodatek, da vam pomaga. Je pa res, da kakšnim pa afrodizijak tudi odvisen, v kakšnem stanju so oni, lahko da je nekdo čist kul, pa mu to ful dvigne, libido. Tako da, dvigne libido. Zdaj, to bo malo kontradiktorno temu, kar bom rekla zdaj, Libido je neka splošna želja, ki je povezana s hormoni, zdravjem, utrujenostjo, stresom, življenjskim slogom. Afrodizijaki so tle res nek dodatek, lahko so sprožilec, lahko so simbol, ne morajo biti pa zdaj, vir želje, ali kako bi se izrazila. Ni to magičen tablet, definitivno je neko pomagalo, je sprožilec, lahko ima simbolično, tako kot jagode, ki sem rekla, da ti pomaga in da mood, ni pa tako. Tako da čuvajte svoje telo in svoje psihično zdravje. Tako kot sem pa rekla, ne more vedno afrodizijak delovati enako, zato ker ni nujen, da smo mi vedno v istem stanju, telesno, psihično. To ne pomeni, da afrodizijak ni pravi, mogoče večkrat probati kakšno stvar v naših različnih stanju. Afrodizijaki vedno nekako delujejo v kontekstu in ta kontekst se lahko vedno spreminja. In zato je normalen, da nekje v enem trenutku deluje, v drugem pa pač ne. Zdaj pa pogledamo še par zanimivosti. Zdaj v zgodovini afrodizijaki niso bili vedno povezani z neko romantiko, ampak tako, kot sem že prej rekla, bolj z nekim statusom moči, plodnostjo in pač bolj v tem kontekstu. In v mnogih kulturah je bila spolna sposobnost v bistvu nek znak vitalnosti, znak družbenega položaja in če si imel dostop do afrodizijakov, si imel tudi dostop do moči, bogatstva, do zdravja. In zato so bili v bistvu afrodizijaki pogosto redki, pogosto so bili dragi, eksotični, ne zato ni nujno, da zdaj vse te stvari so bile podkrepljene z nekimi, kako sem prej razlagala, zakaj bi nekaj lahko bilo afrodizijak, ampak zato, ker pač so nekako kazali, kdo si, pač statusni simbol. Tako da v preteklosti so pač uporabljali zelo različne zanimive stvari, kot so kače, zdrobljene dele živali, potem imamo naprej razni prahi iz rogov, to mogoče poznate, posušene žuželke, ampak tle se ni šlo za to, da je bila neka znanstvena logika, ampak pač simbolna. Tudi moč živali naj bi se prenesla na človeka, če je bila žival močna, plodna, agresivna. So verjeli, da bo tudi temu človeku, ki bo to zaužil, dvignila spolno moč tistemu, ki jo zaužije.
v antiki so bili zelo popularni tudi neki ljubezenski napitki, ki so v bistvu vsebovali mešanice zelišč, začimb, alkohola. In namen teh napitkov pač je bil malo tak. Zdaj, tle ni bil namen, da bi oni neki povečali željo, ampak da bi v bistvu nadzorovali čustva te osebe, ki je to popila, se pa druge osebe, kar danes seveda razumemo kot izredno problematično. Afrodizijaki, to nam pove, da afrodizijaki niso bili vedno povezani z užitkom, ampak tudi v bistvu z nadzorom. Tako da, ja. Če gremo malo naprej. Srednji vek. V srednjem veku so afrodizijake pogosto obravnavali kot del medicine, ne erotike. Nizek libido ni bil razumljen kot neko psihološko stanje, ampak kot znak neravnovesja v telesu. In pol so razna zelišča, začimbe in prehrano uporabljala za uravnavanje toplote, krvi, energije. In veliko današnjih afrodizijakov izhaja, veliko, bom rekla, nekih ostankov, ostaja iz teh medicinskih prepričanj. Ampak eden izmed bolj znanih zgodovinskih afrodizijakov je bil nek zdrobljen hrošč, ki je v bistvu vseboval strupeno snov, ki se je imenovala, to vam mogla prebrati, kantharidin, kantharidin. To mi je bilo ful zanimivo, ta razlaga mi je bila ful zanimiva. Se pravi, zakaj so oni mislili, da to deluje? Zato, ker ta strupena snov je v bistvu povzročala močno draženje sečil, kar je pa pri moških bojda lahko povzroči erekcijo. Ampak to ni bilo vzburjenje, to je bila kar taka boleča in nevarna reakcija telesa. Posledice so bile hude zastrupitve, odpoved ledvic, notranje krvavitve in tudi smrt. Kljub temu pa so oni to stoletja uporabljali kot afrodizijak in ja, to je verjetno najbolj nevaren afrodizijak v zgodovini. V nekaterih obdobjih zgodovine so verjeli tudi, da se moč, kot sem prej že omenila, in vitalnost prenašata z uživanjem telesnih delov, zato so kot afrodizijak uporabljali živalsko kri, genitalije živali, kostni prah, tudi v ekstremnih primerih človeške ostanke. In spet, če je bila žival močna, agresivna, plodna, naj bi se te lastnosti prenesle na človeka. Danes nam je to malo tako scary. Ampak ja, takrat je bil pa pač to del neke medicine. Čeprav sem prepričana, da kakšna plemena imajo še zmeraj takšne navade. Prej sem že omenjala te ljubezenske napitke in nadzor osebe. Tle bi mogoče še malo bolj razložila to, ker te ljubezenski napitki je bilo tako. To se je uporabljalo na način, da druga oseba to ni vedela. Se pravi, to je bilo brez vednosti druge osebe. S tem so hoteli priklicati ljubezen, hoteli so povečati navezanost, zmanjšati upiranje te osebe. In ja, dostikrat te stvari niso bile povezane z užitkom, ampak v bistvu tako kot sem rekla že 100-krat danes, z močjo, da zdaj pa dodajam še manipulacijo in pa prisilo. Tako da ja, kaj smo se naučili danes? Malo zgodovine pa malo kemije. Danes ne bom delala reviewja izdelka, odspodaj vam bom pustila link do naše spletne strani, kjer imate različne, kako bi temu rekla, stvari za boljši seks, za dvigant spolno željo, za boljšo spolno željo, kako bi se izrazila. Ampak ja, vedno morate vedeti pri teh stvarih, da različno delujejo na ljudi. Enim ful dogaja, enim manj, unim manj lahko, da si mogoče ostale stvari
zrihtajo, da jim to je res tak en dober sprožilc. Definitivno pa iz osebnih izkušenj lahko rečem, da je to res. A ne? Jaz sem že provala par teh različnih afrodizijakov in eni ti res te, ne bom rekla v sekundi, ampak tako ti povečajo trenutku, malo ti da energije, malo si bolj tak friski, če vemo vsi, kaj to pomeni, ne, se pravi, malo si bolj tako za stvar, malo si tako, hopa, gremo. Kako da drugače rečem. Ampak ful bi bila vesela, če mi mogoče malo še vi zaupate svoje izkušnje z afrodizijaki ali pa kakšnimi domačimi pripravki, ne, tudi to je zmer zanimivo, imate kakšne takšne reakcije. In za danes bi bilo to. Jaz upam, da vam je bila tale epizoda všeč, ful bom vesela suporta, to je thumbs up, da se naročite na kanale, pa napišite kakšen komentarček v spodaj. Vedno bom vesela kakšnega vprašanja, ali pa kakršnega koli komentarja. Najbolj vesela sem pač seveda vaših izkušenj, da lahko malo skupaj pogledamo, kaj se dogaja, kaj doživljate, malo podebatiramo in tako. Tako da, za danes je to. Jaz se poslavljam in se gledamo prihodnjič. Čau!